Dobrodošli nazaj. Vse štima? Kotliček dela, ko mora? Fajn. Nadaljujemo na domačih tleh, kjer tudi ta teden ni minil brez novih zapletov glede nabave zaščitne opreme. Če so se nekateri v preteklosti hvalili, kako poceni smo jo kupili, se je izkazalo, da je bil ravno v tem problem. Namreč, ko naročaš iz Kitajske in je cena predobra, da bi bila resnična, pol ponavadi ni. Tako večina v Slovenijo dobavljene opreme nima evropskega certifikata, saj se je država zanašala izključno na priloženo kitajsko dokumentacijo. Ker zanašanje na kitajske informacije je nekaj, kar se je med epidemijo izkazalo za odlično idejo. No, povsem drugače pa je pri naših severnih sosedih. Avstrijci imajo pri nakupu zaščitne opreme več stopenj pregleda, pri čemer prednostno nabavljajo zgolj tisto, ki ima veljaven evropski certifikat CE. Kar ga nima, mora biti predhodno testirano v pooblaščenem laboratoriju na Dunaju. Rešitev za zaščitno opremo je torej ista, kot je bila v 90-ih za kavo, da jo začnemo kupovati v Avstriji. Pa naj se oni ukvarjajo z nepomembnimi vprašanji, kot so od kje izvira, pa ali je uporaba varna. Če je dobro za Franca, bo tudi za Franca. In če so Avstrijci v primerjavi z nami strožji pri nakupih zaščitne opreme, so veliko bolj strogi od njih Nemci. Itak, to pa drug, come on. Mislim, če bi organizirali svetovno prvenstvo v strogosti, bi Nemci pobrali vse kolajne. Še na olimpijske igre hodijo samo zato, ker se tam vsako tekmovanje imenuje disciplina. V Nemčiji namreč deluje nabavni sistem, kjer opremo najprej preverijo in jo šele nato plačajo. Medtem ko v Sloveniji uporabljamo obraten postopek, kjer opremo najprej plačamo in šele nato preverjamo, zakaj ni prispela. Ampak glavno, da je bila poceni. Aha, se opravičujem. Z režijami sporočajo, da tudi to ne drži. Dajmo si pogledati. Kolegi z Dnevnika pišejo, da je država domačim posrednikom za navadne kirurške maske plačevala do 90 centov za kos, medtem ko je kitajski farmacevtski gigant Sinopharm iste ponujal za 35 centov. Mislim, kako bi človek to obrnil na pozitivno? Ok, mogoče maske niso bile dobre, niti najcenejše, niti slovenske, smo jih pa zato vsaj kupovali od domačega preprodajalca. Na temo mask se je ta teden sestala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Poglejmo si, kaj so ugotovili. Vsem dolžnim spoštovanjem do Ivana Janeza Janše, veste, nekdo, ki je bil 30 let nazaj miss sveta, danes ni več miss sveta. Se opravičujem, očitno smo pomotoma prikazali posnetek gospoda Trčka, ko je bil žirant na lepotnem tekmovanju. Kot kaže ga gospod Janša ni prepričal, pa čeprav je po neuradnih podatkih blestel v najlepši večerni toaleti. Dajmo gledati torej, kaj je ugotovila komisija okrog nabave zaščitne opreme. Žal, ta vlada, jaz si ne zaupam več. Ves čas nam iskreno gledate v oči in kakate v roko. Ja. Prav ste slišali. Komisija ugotavlja, da nas vlada gleda v oči in kaka po rokah. To seveda nikakor ne bo držalo, saj je tehnično gledano neizvedljivo. Razen mogoče tako. Ampak vemo, da tega gospod Janša ne bi počel vsaj iz dveh razlogov. Prvič, ker spoštuje varnostno razdaljo 1,5 metra, ter drugič, ker tako brezmadežni voditelj, kot je gospod Janša, verjetno sploh ne kaka. Zaradi vseh spornih nakupov opreme je v četrtek potekala tudi izredna seja Državnega zbora, na kateri so poslanci imeli priložnost videti dve stvari, ki so jih že nestrpno pričakovali. To sta seveda vladno poročilo o nabavah in Zdravko Počivalšek. Dajmo poslušati, kaj je povedal častni gost prireditve. Še očitek, da smo se fotografirali pri dobavah zaščitne opreme. Ja, res je. Slikali smo se ali pa fotografirali, če hočete. Imeli smo se vsaj pred čem slikati, kajti ko smo nastopili nov mandat, se nismo imeli pred ničemer. Gospod Počivalšek je pravilno sklenil, da je brez veze delati slike z dvignenim palcem, če za teboj ni ničesar. Pa sam zgledaš, kada štopaš. Prav tako pa je pravilno izpostavil, da obstaja razlika med fotografiranjem in slikanjem. Fotografiranje ti vzame približno sekundo, medtem ko slikanja trajajo malce dlje. In tudi končni izdelek je pri fotografiranju bolj zanesljiv, kajti pri slikanju nikoli ne veš, kaj boš dobil. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.